Lep pozdrav, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, ljubitelice in ljubitelji slovenskega klubskega nogometa, dobrodošli v našo družbo. Na prvi in edini slovenski športni televiziji je znova čas za prvo ligo Telekom Slovenije, v kateri je na sporedu 29. krog. Na stadionu v športnem parku Nova Gorica bosta krog s četrto medsebojno tekmo sezone odprla Ankaran Hrvatini in Rudar Velenje. Bužan z dolgo žogo znova, tokrat na Romera. Delgado jo pošilja v prostor, tam je Vodeb, Gercijev priložnost in gol! 1:0, Vedran Gerc pa zadeva na drugi zaporedni tekmi. 8. minuta in Ankaran vodi. Poskušal Humar, še vedno se bori Žan Humar, Gerc s podajo pred gol, tam je gliha in rešili so se Velenčani, toda ni bilo najbolj spretno izbijanje, še je lahko nevarno. Priložnost za Vodeba in gol! Tim Vodeb škaricami, 20. minuta, Ankaran vodi z 2:0. Delgado in Nkama, nov nevaren protinapad Ankarančanov, Felipe Santos je sam in 3:0. 29. minuta, Felipe Santos in Ankaran bi bil verjetno v tej situaciji pripravljen storiti tudi prekršek. Priložnost zdaj za Velenčane, Bauha je pred vrati in brani Bužan, še Novak bo poskusil, podaja do Tučiča in gol. 3:1, 41. minuta, Velenčani so prišli do prvega zadetka na tej tekmi. Rudar ima še eno priložnost, tu je Radić, Radić v preigravanju in gol! Dominik Radić, 3:2. Modro je ugodnosti najti v paketu. Paket Modri svet. Znova Anže Pišek. Spet visoka žoga v kazenski prostor, toda dobro se branijo. Žan Humar je tokrat skočil najvišje, zdaj pa škarice Dominika Radića in prečka. Pišek, dolga žoga v kazenski prostor, tam je Šimunac prišel do nje in mimo gola. In konec je tekme v Novi Gorici. Ankaran je s 3:2 premagal velenjski Rudar. Zavedali smo se kvalitete nasprotnika, je res, da smo imeli takoj rezultat, pravim, pri 3:0 celo dobre situacije za 4:0, na koncu smo se nekako opustili, dobili smo na koncu polčasa dva zadetka, to nam ni rabilo, na koncu drugi polčas smo malo bolj srčno odigrali, nekaj sreče bilo tudi na koncu, lahko bi pa tudi prej tudi mi zaključili srečo. Mislim, da se je nekaj pokazalo, neke borbenosti je, pa da nekateri igralci niso optimalno pripravljeni, da s poškodb bi bilo, videlo se temperatura naredila svoje, ampak za srce, za borbenost in nekaj dobrih stvari prav pri teh zadetkih, par dobrih akcij je bilo. Mislim, da smo na koncu pošteno in zasluženo zmagali in s to zmago najbolj nam bo privlekla zdaj še nekaj mira v hišo. Imamo dva težka nasprotnika, imamo Domžale, imamo Maribor, ampak bomo se nekako organizirali, da tudi na teh dveh tekmah probamo priti do rezultata. Ja, kaj ne rečem, zelo sem razočaran, ne morem reči nad odnosom tekom karkoli, imeli smo svoje priložnosti, držali žogo 90 minut, to da katastrofalne napake v obrambi, moram reči, sami smo ponudili Ankaranu 3 čiste odprte priložnosti, zadeli so dobri streli, čestitam jim za zmago, tudi oni so se trudili. Na konc koncev pa, če ne zadeneš priložnosti, kot smo jih imeli mi, oziroma če tako naivno prejme zadetke, si kaj več ne moreš zaslužiti. Zelo smo razočaran, moram reči, to je res nekaj ne gre skupaj dobro v naši obrambi, res prejemamo veliko preveč zadetkov, zelo naivnih. Nekateri fantje se bodo mogli zamisliti nad svojo disciplino v igri.